Dobro jutro vsem. Po odlični zmagi Lakersov nad Rocketsi, že drugi zapored. Marko in Blaž sva tukaj in bova poskušala malo orisati, kaj se je dogajalo v prvi in drugi tekmi, kajti po prvi žal nismo imeli Spacea, zdaj ga pač imamo. Tisti, ki nas poslušate na YouTubu, lepo prosim, zelo zadovoljni bomo, če nam date kakšen like, se subscribate, stisnite zvonček, da ne zgrešite nobenega našega spacea oziroma podcasta. In evo, to je to, obveznosti na začetku narejene. Blaž, ti si gledal celo tekmo, ne? Ja, jaz sem si pogledal celo tekmo. Moram reči, da sem kar precej užival, no. Razen ono tretjo četrtino, ki pač nekako, zdaj vemo že pregovorno, je Lakersova šibka točka, ampak drugače kot celotna tekma je bila pa izjemno zanimiva in izjemno zabavna. Res je, ena stvar, ki se je spremenila iz prve na drugo tekmo, kajti Houston je odigral 2 zaporedni tekmi doma, je to, da se je Sengun vrnil. Vsi smo pa čakali, da vidimo, kako bo Houston rešil tisto uganko, ki so mu jo postavili Lakersi, in sicer Durant je izgubil kar 7 žog v prvi tekmi, predvsem zato, ker so ga podvajali na vrhu trojke in iz tega podvajanja ni našel nobene rešitve, kar nekaj žog izgubil in Lakersi so dejansko v tisti zadnji četrtini zmagali Rocketse, ne zaradi svojega napada, ampak zaradi svoje odlične obrambe in slabe strategije Rocketsov, ki so jo zdaj precej izboljšali, predvsem v tretji četrtini, ampak če ostanemo pri prvi najprej, torej če gremo od začetka tekme, LeBron igra spet kot 30-letnik, ali pa mogoče bi pri njemu mogel reči spet kot kakšen 36-letnik, ker ti 36 let pri njemu zgleda kot mogoče 27 pri komu drugemu. Ja, verjetno res nekaj takega, ja. Mislim, res je bil fantastičen, v končni fazi zadel je 13 od 14 metov iz igre, tako da je bil 95% iz igre, 30 točk, 5 skokov, 2 podaji. Mislim, to je fantomska statistika. Ja, prvi 2 trojki je zadel po zelo lepih akcijah v prvi četrtini, potem pa še po par ukradenih žogah Lakersov zelo lepo zaključil v protinapadih. Jaz mislim, da je LeBron kljub 41 letom še vedno eden najboljših igralcev v protinapadu, ko lahko zaključi največkrat z benjem, seveda, tudi zelo lepo polaganje ima, seveda najde kjerkoli odprtega šuterja, če se mu postavi na trojko. In pri 41 letih, da si toliko hiter, da si eden najboljših igralcev proti napadu, je enostavno neverjetno. Ja, in dejansko, mislim, sej, to je tisto, kar smo upali, da bo LeBron počasi, da bo lahko nekako se vrnil na nek približen tak nivo. Dobro, ne more zdaj metati 95% iz igre, ampak vsaj v igri nekako ni ta net negativ, bi rekli Angleži. Se pravi, dejansko je pozitiven doprinos in na splošno celotna ekipa zdajle zadnjih 10-15 tekem v bistvu deluje bistveno bolje, kot je delovala prej. Verjetno nekaj tukaj tudi pomaga zdaj ta priključek Kennarda, ker jim pomaga pač z spacingom. Pa tudi se mi zdi, da DeAndre Ayton, da je spet malo nastavil glavo na pravo mesto, no. Ja, pred par dnevi, ali pa mislim, da celo včeraj, no, je prišel ven en članek na Atletiku, ki je govoril o tem, kako je Ayton končno dojel, da je on eden izmed problemov malce slabše igre Lakersov. To se je dejansko videlo v igri in je rekel, no, zdaj sem končno dojel, da ne morem biti nek osrednja točka napada, ne morem dosegati 20 točk na tekmo. Moje prvo delo je skakati, braniti in postavljati dobre bloke. In vse, kar pride ekstra, je sam luksus. To ni obveza, da mora on dobiti, ne vem, 10-12 žog na tekmo. Pravi, da v temu zdaj najde veselje, zato ker končno ve, kaj rabi ekipa od njega in se temu zelo posveča. Kot si rekel, Blaž, to se vidi na igri. Jaz upam, da to ni
spet samo nek tašen kratek, ko bi rekel, nek začasen obliž na Ejtonov trud in da bo to trajalo tudi končnico. Zaenkrat zgleda ok, zaenkrat zgleda res ok, sicer me je prav v prvi tekmi proti Houstonu popadla jeza, ko sem v prvi akciji videl, kako je spustil Clint'a Capello pod koš, ostal je zataknjen na double teamu, potem ko je Capella naredil Durantu blok in Smart mu je kazal 5 pod koš, le tam imaš Capello, Capella šel pod koš, Ejton je ostal pri Smartu zraven Duranta in Capella seveda z lahkoto zaključil. In tašni brain farts, kot rečejo Američani, se mu dostikrat zgodijo, pa ne samo to. Sej on, ko vidi žogo, skoči za njo, zgleda zelo energičen, ampak ko ni žoge, ko ni nekega cilja v njegovem vidu, ko mora on dati energijo med samo obrambno akcijo, recimo, ko se mora dovolj hitro premikati po igrišču, takrat vidiš, da ima težke noge, da ali ne ve točno, kje naj bo, ali se mu ne da in je, veš, to je recimo predvsem pri napadalnih igralcih vidno, ne. Če ima žogo v roki, igra super, brez žoge ali po obrambi pa je kdaj bom spet dobil žogo, ne. In pri Ejtonu imam takšen občutek in zdaj, če je res spremenil to, bomo videli, no, ampak zaenkrat zgleda v redu. Jaz mislim, da je malo tukaj odzadaj spet tudi to, da nekako je jasen ritual, da verjetno bo ostal v ligi, ampak da po tej sezoni, ki jo ima, da verjetno nekih hudih, visokih pogodb ne bo dobil oziroma da ne bo niti imel veliko ponudb. Jaz mislim, da je to tudi, upam, da je bila to tudi malo streznitev, ampak tako kot ti, jaz upam, da ni to neka kratkoročna stvar, kjer bo počakal do poletja, mogoče dobo neko boljšo pogodbo in potem gremo spet nazaj na stare tirnice. Bo pa verjetno veliko odvisen tudi od tega, kaj bo v play-offih pokazal. Zdaj, ko smo že pri play-offih, s to zmago zdaj proti Houstonu imajo Lakersi tako imenovan tiebreaker proti Nuggetsom, proti Rocketsom in proti Minnesoti. To pomeni, da v primeru istega števila zmag in porazov ob koncu rednega dela imajo Lakersi so višje od vseh teh treh ekip, tako da to je v bistvu izjemno pomembna zmaga bila za Lakerse iz vidika prednosti domačega terena v končnici, tako da poleg tega, da je bila super tekma, zdaj imajo še to na svojem kontu in tako bom rekel, jaz spet uživam v tem, da jih gledam, no. Bilo je to neko obdobje vmes, ki je bila prav muka jih gledati. Ja, to obdobje je ravno sovpadalo tudi z nami tremi, ko smo vsi imeli neke privatne stvari, tako da nismo mogli snemati spacov. Upam, da bomo zdaj mičkeno bolj redni. Vem, da smo včasih ob 8:30 po takih zmagah uspeli imeti tudi tle po 30, 40, 50 ljudi, zato ker ste se navadili, da imamo ob 8:30 vedno po tekmi space, ampak ko pride življenje vmes, potem moraš malo prekiniti in upam, da se bomo spet našli malo večjem številu, ampak hvala vsem, ki nas tudi zdaj poslušate. Če se vrnemo samo še malo k tekmi, videl si, Blaž, da že od samega začetka so Luko zelo močno podvajali, po vsakem pick and rollu blicali, mu nastavljali pasti oziroma trap, kot rečejo v Ameriki, in iz čisto vsakega naš odgovor. Tle vidiš največjo razliko med nekom, kot je scorer Durant, pa nekom, kot je Luka, ko je scorer in podajalec, ko on ne samo da odda žogo od sebe, on iz trepa najde dejansko zaključno podajo. Ne samo tisto podajo, ok, sem podal short rollu, zdaj pa short roll, oziroma igralec na short rollu bo podal nekomu na trojko. Ne, on je iz zelo zahtevnega podvajanja dejansko podal na alley-oop Ejtonu. In to ne vem, mogoče 3 igralci v ligi, če lahko to naredijo, ali pa niti ne. Jaz mislim, da on ne. pa Jokić. Jaz mislim, da ne. Tudi če vzamemo v obzir, kdo ponavadi krije Luko Dončića, ne, je to verjetno mogoče, če še Jokića
damo kle zraven, ampak dejansko, če samo tako, bom rekel, ponavadi vedno najbolj atletski in najbolj močni in skočni igralci pokrivajo Luko Dončića v obrambi, tudi potem, ko ga podvajajo, recimo Šaj nima s tem težav, ne, Šaj načeloma ga ne, ampak to je tudi zaradi tega, ker je ekipa tako dobra, pa si to ne morejo privoščiti, ampak Luka je po mojem, tudi če bi ga, jaz mislim, da je Luka edini, ki je sposoben take akcije izpeljati pod takimi pogoji, pod tako obrambo in ja, mislim, veš, na koncu sem gledal malo tudi odzive navijačev in vsi so bili, no evo, pač je Luka Dorento pokazal, kako se pač rešuje double team, pa blice, pa trepe in tako naprej. Ja, no, mogoče lahko to je tega sposoben samo še njegov soigralec, ne. Na srečo ne igra proti njemu, torej LeBron seveda, ki je bil v tej tekmi, kot si rekel, res spektakularen in še vedno fura tisto tretjo opcijo, kateri se je zavezal pred nekaj dnevi, mogoče 2 tedni ali nekaj takšnega, ko so omenili pri eni tekmi, en od napovedovalcev, da se je z njim trener pogovoril, JJ Redick, kakšno vlogo naj ima in saj LeBron po eni strani je imel dejansko že vlogo tretjega napadalca že prej, ampak prav tako očitno in v bistvu pod kontrolo celo tekmo je ni imel do recimo začetka tega niza, oziroma ko je prišel nazaj v poškodbenih par tekem nazaj. Zdaj, Luka to ni šlo toliko dobro v tretji četrtini, tako kot vsem ostalim, ne, ko je Houston malce bolj navil obrambo, pa tudi končno so našli recept za tista podvajanja Durenta. Žogo je končno prenesel nekdo drug čez, Durent mu je naredil blok in ko se je Durent odvajal, je dobil žogo proti slabšemu obrambnemu in tako uspel zaključevati. In v tretji četrtini je Durent naredil največ škode. Na koncu sicer samo 18 pik in 4 izgubljene žoge, 4 podaje, 6 skokov. Iz igre 7-11, kar je dobro, ampak od njega Houston verjetno pričakuje več. V eni akciji se je videlo po počasnem posnetku, kako Kevin se dere enemu od soigralcev, zakaj mu ne poda. In takoj naslednje 2-3 akcije, takoj dobil žogo, eno sicer izgubil, ampak 2 zaključil. Je pa Durant je tudi od Houstona si želel, da mu soigralci pripravijo dosti boljši spacing, da se dosti boljše postavljajo okoli trojke in mu s tem omogočijo več prostora za operiranje in tudi manj možnosti za double time. Tukaj mu je v tej tekmi pomagal Reed Sheppard, ki je začel zelo dobro, mislim, da 2 zaporedni trojki, na koncu sicer 3-8, on je strelec, ki mu pač danes ni šlo, včasih mu gre zelo dobro in je tudi večkrat že s trojkami zaključil tekme, tudi preobrnil tekme, ki so izgledale že izgubljene. Tukaj v tej tekmi pa njegovo vlogo prevzel Amen Thompson, ki sicer seveda ni kot strelec znan, ampak je izredno hiter in je zelo veliko težav povzročal v obrambi Lakersov z svojim prvim korakom in čisto okoli vsakega je šel, ko si je zmislil okoli LeBrona, Luke, Reevesa, edino okoli Smarta, no. Smart je še vedno dovolj hiter in fizičen obrambni igralec, da ne pusti niti take hitre okoli sebe in on je tudi zelo dobro delo naredil na Durantu. Austin Reeves malce slabše, samo 14 pik, 4-9 iz igre in 1-3 trojke, sicer 8 podaj, samo 1 izgubljena žoga, tako da vseeno je imel na tekmo zelo velik vpliv. Luka pa, Blaž, boš ti povedal, kako se ti je zdela zadnja četrtina Luke? Ja, MVP, a ne. Mislim, da je bila to ena izmed prvih tistih tekem, ki je Luka več kot očitno prevzel vajeti v zadnji četrtini v svoje roke. Bom rekel tako, vedno je imel velik vpliv tudi v zadnji četrtini, ampak tako, da bi dejansko pa on nekako prevzel res vso odgovornost na svoje pleča. Mislim pa, da vsaj tako, a veš, na občutek, pa tako, ko ga gledaš, mislim, da še ni imel take tekme do danes, kjer je on bil the guy in ja, pač na koncu vsej vemo, tudi Lakersi so ena izmed najbolj clutch ekip in to je tudi veliko po zaslugi Luke Dončića in
danes je bil res fenomenalen, tudi v zadnji četrtini še posebej. Na koncu zdaj, če sam statistiko na hitro omenim, glede na to, da sva kar dolg časa rabila, da sva prišla do njega, 40 točk, 12-25 met iz igre, 7-17 trojke, 9 skokov, 10 podaj, 5 izgubljenih žog, ena ukradena žoga, tako da +2 na koncu. Ampak ja, mislim, res je bil fenomenalen. No. In dejansko zdaj bom rekel, da če lahko rečemo v tem drugem delu sezone po All-Staru, se mi zdi, da res, če je že prej igral na MVP nivoju, pa igra zdaj na absolutnem MVP nivoju, mislim, ker tudi v obrambi se mi zdi, da je bistveno boljši, kot je bil. In ja, mislim, igra res kot najboljši igralec v ligi, to, kar pa že vsi vemo, že dolg cajta, da je. Ko sem gledal njegovo zadnjo četrtino, še posebej zadnje 3-4 minute, ko je s trojkami in podajami povsem razbil obrambo Houstona, sem dobil flashbacke na tisto tekmo, veš, v njegovi rookie sezoni, ko je dal ravno Houstonu, in to preko Clint'a Capelle, enih 10 ali 11 pik, zato da je preobrnil tekmo in na koncu zmagal. O tisti tekmi je bilo ogromno govora takrat in si lahko čutil, da je bil neka prelomnica se je zgodila, ko so ljudje dejansko ugotovili, to je pa res en superstar, en clutch superstar. In po moje Clint Capella, ko je gledal današnjo tekmo, je verjetno se spomnil na tisti meme, veš, ko je en človek vnes neke igrice, ne vem iz katere, in si misli, here we go again. Ker točno tako je izgledalo. In Clint Capella je bil prisoten pri prvi tekmi in tudi pri tej zadnji, kjer je Luka spet preobrnil tekmo v svoje koristi in spet izgleda res kot pravi MVP. Ja, in sej, pač na koncu ga ne bo dobil, ker vem, da to je zdaj že ratala neka taka politična nagrada, ampak mislim, tak Luka mogoče bo vsaj dobil first team All-NBA, upamo. Ja, to mogoče, ja, ampak mislim, Luka dejansko, tak Luka, kot igra zdaj v Lakersih, pa če mu dodajo poleti še dva dobra obrambna igralca, ki lahko zadevata trojke, jaz mislim, da bo drugo leto, da bo to game over za ligo. No. Enostavno pač res je z naskokom najboljši igralec v ligi. No. Tako da dober Jokić pride po mojem blizu, ampak se mi zdi, da je Luka še vedno bistveno boljši od Jokića, tudi od drugih pa v bistvu sploh ne bom govoril, ker se tam zraven zaradi drugih razlogov, ne zaradi tega, ker bi pač dejansko po individualni kvaliteti prišli blizu Luki ali pa Jokiću. Še eno vprašanje, zdaj, ko se ne gibamo proti koncu tega spacea. Če LeBron še tako dobro naprej igra in tudi Lakersi recimo naredijo en dober rezultat v playoffih, namreč če ostane na 3. mestu in zmagajo prve 2 rundi playoffa, se z Oklahomo srečajo šele v konferenčnem finalu. In z LeBronom, ki tako dobro igra, bi si ti želel, da pride LeBron nazaj naslednjo sezono in pod kakšno pogodbo? Mislim, kakorkoli ti obrneš pač izkušnje in tudi kaj lahko še vedno producira, je pač še vedno eden izmed mogoče top 15 igralcev v ligi. Takrat, ko pa mu tudi telo nekako jame glavo, je pa po mojem top 10 igralec v ligi. Tako da tazga seveda nočeš zgubiti, če se le da, ampak hkrati je pa vse odvisno malo tudi od tega, kaka bo pogodba. In jaz čisto iskreno ne vem, kaj bi bila recimo pri meni nek znesek, pri katerem bi jaz rekel, ok, se ga splača. V tem trenutku, ker težava pri tej njegovi starosti je tudi to, da saj smo videli že z večjimi igralci, ne, da to ni postopen upad, ampak je lahko ta zadeva zelo tako strmo. Lahko eno tekmo odigra dober, zvije gleženj in ga nikoli ni več nazaj na istem nivoju. Tako da ne vem, to hvala Bogu nisem plačan za to, da sprejemam te odločitve, so drugi, ki so plačani za to, da sprejemajo te odločitve, ampak ja, recimo ne vem, če bi prišel tam za nekih 20 milijonov za eno sezono, jaz mislim, da to ne bi bil tak hud problem. Je pa res, da čisto iskreno zdaj v glavi niti nimam njihovega cap spacea, kakšne so številke, ker vem, da zdaj bojo tudi mogli Reevesa plačati in koliko imajo potem manevrskega prostora, jaz mislim, da ne pretirano veliko nasploh. No. Tako da ne vemo tudi ne, kaj bo z Aytonom,
Tako da letos poleti bojo spet imeli zelo, zelo turbulentno, po mojem. No. Mislim, da ne bo to zelo simpel sestav te ekipe, ampak ja, bomo videli. No. Je po moje, če se zmenijo z Reevesom, da mu dajo sicer eno zelo dobro pogodbo, ampak da počaka on do konca, ko najprej Lakersi podpišejo še vse ostale igralce in šele na to Austin Reevesa podpišejo čez salary cap, kajti to lahko seveda počneš z igralci, ki so že odprej na tvojem rosterju, to je, kako se že reče, bird rights pravilo. Ja, vsaj 3 leta morajo biti že pri tebi v ekipi. Ja, proste igralce lahko podpisujejo v svoj glavni salary cap space, ne, dokler ne pridejo do tistega limita. Po limitu pa lahko podpišejo še svoje igralce in če se Reeves strinja, da bo podpisal čisto ta zadnji, potem znajo narediti dobro ekipo in tudi z novim lastnikom mislim, da mu ne bo težko dati nekaj več penezov za to, da imajo eno res dobro sezono in LeBron bi se verjetno potem tudi upokojil. Jaz samo upam, da če se že upokoji kot Lakers, da ne bo imel neko tašno turo, kot je imel Kobe Bryant, ko dejansko ekipa ni bila kompetitivna, se pa on lahko v miru poslovil od vseh navijačev. Mislim, da si LeBron zdaj tega ne more privoščiti, ko Luka in Austin Reeves igrata res tako dobro košarko. Ja, pa saj tudi iskreno, ni lepš končati kot prvak in se upokojiti, kot pa imeti to neko poslovilno turnejo. Res, da mislim, on je še vedno dovolj dober, da lahko pripomore k temu, tako da jaz mislim, da ja, pač se bo, jaz mislim, da ima vse možnosti, da če se odreče nekemu delu denarja, pa če se stavlja neko konkurenčno ekipo in če bo Luka igral na nivoju, kot igra recimo zdaj, ali pa vsaj približno na tem nivoju, jaz mislim, da lahko osvojijo naslov in se pač LeBron poslovi z še eno kanto. Ja, pa lahko potem poslovilno turnejo naredi kot nek igralec iz klopi v Clevelandu. Recimo, ja. Ali pa tudi, če samo zaključi na vrhuncu, ker mislim, da boljš kot to ne gre. Ja, res je. In potem bo lahko spet rekel, da je zaključil tako kot Jordan, ko je zaključil z 6. naslovom, če odmislimo njegove sezone v Wizardih, seveda. Z njim se seveda najrajši primerja. Ok, prišli smo na konec Spacea. Hvala vsem, ki ste nas poslušali. Hvala tudi vsem, ki ste na YouTubu in drugih platformah uspeli priti do konca. Če nam date 5 zvezdic ali karkoli je že najboljše od ocene, na kateri platformi ste, bomo zelo zadovoljni. Blaž, si imel še kaj za povedati ali gremo počasi? Ne, to je to. Vse na hitro smo povzeli celotno tekmo, pa malo smo pokomentirali, tako da jaz mislim, da je čisto v redu. In ja, pač upam, da se slišimo po naslednji tekmi. Ok, lepo se imejte, lep vikend želim vsem. Se slišimo po naslednji tekmi, v soboto spremljate Pogačarja in srečno vsem. Hvala. Ja, v petek pa Šeško ta zvečer. Adijo. Adijo.